Najprej lep pozdrav in hvala za čas, ki ste si ga vzeli, da ste nam se pridružili na današnji novinarski konferenci. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo pomena urejene infrastrukture in njene nadgradnje, tako za izboljšanje povezav znotraj Slovenije med posameznimi regijami, kot tudi zaradi vpetosti v mednarodne prometne tokove. Na drugi strani pa se seveda zavedamo tudi, da so sredstva, ki so potrebna za nadaljnji razvoj in modernizacijo omejena, v veliki meri tudi izposojena, torej kreditna, zato je potrebno projekte načrtovati preudarno, gospodarno, na tak način, da so sredstva v najboljši možni meri racionalno, gospodarno uporabljena in optimizirana. Danes bomo govorili o enem delu infrastrukture, ki je seveda pomemben ne samo za Republiko Slovenijo, ampak tudi širše. Torej o delu železniške povezave med Ljubljano in Koprom, v manjšem delu med Divačo in Koprom. V javnosti se je temu projektu nove proge Divača-Koper nekako prijelo ime drugi tir. Zato je mogoče prav, da najprej razčistimo, zakaj pravzaprav pri temu projektu gre, ali gre res za drugi tir ali ne. Ne gre za drugi tir, ker ta proga po projektu, za katerega je bilo 31. marca lani pridobljeno gradbeno dovoljenje, ne bo potekala ob obstoječi progi, ampak daleč od nje, večinoma nevidno o čem, ukopano v zemljo, kajti od 27 km proge ne bi bilo 20 km predorov. Tudi ko bo ta proga, če bo zgrajena, bo promet po njej potekal samo v eni smeri, torej iz Kopra proti Divači, ne pa iz Divače proti Kopru. Iz Divače proti Kopru ne bi ta promet potekal še vedno po stari progi, po stari obstoječi progi. Vrednost tega projekta je znatna, znaša 1,3 milijarde evrov za 27 km proge oziroma 48 milijonov po kilometru proge. Dana je tudi primerjava z avtocestnim programom, za katerega vemo, da je bil v velikem delu tudi preplačan, kjer je bila ta vrednost nekaj manj kot 12 milijonov evrov po kilometru štiripasovne avtoceste. Ob zaključku tega dela se seveda postavlja vprašanje, ali res verjamemo, da bo na koncu ta proga zgrajena kot enotirna. Ali se bo v času do njenega izvajanja ali že med samim izvajanjem prelevila v dvotirno progo. Velika verjetnost je, da če bo do izvedbe prišlo, ta proga ne bo enotirna. Tudi v zadnjem času smo bili seznanjeni z pripombami okoliških prebivalcev v obstoječi progi, ki opozarjajo na to, da vsi problemi, s katerimi so soočeni danes, ostajajo tudi v prihodnosti. Torej, velika verjetnost, da bo ta proga na koncu dvotirna. Vprašanje, ali bo za to potrebna ena cev, dve cevi, v vsakem primeru bo podražitev v tem primeru znatna. Projekt proge Divača-Koper ima zelo dolgo brado. In začel se je takrat pred 20 leti projektirati na tak način, kot smo mu priča danes, ne zaradi potreb države, ampak zaradi potreb gradbene operative, saj se je začel iztekati avtocestni program in gradbena operativa je pač potrebovala takrat zelo močna alternativne projekte.
Posledično seveda je bila izbrana rešitev, ki ni bila najbolj racionalna, bila je najdražja. V postopku preverjanja so bile preverjene vsaj 3 variante, tako ob obstoječi progi s kombinacijo obstoječa delno nova in na koncu je bila izbrana ta rešitev, ki ima danes gradbeno dovoljenje in ki pomeni najdražje možno izvedbo. Upoštevajoč vse te okoliče, sem takrat kot takratni minister pristojen za promet opozoril na to, da bo treba glede tega projekta opraviti temeljit premislek. 8. marca 2014 sem dejal, da sta za to na voljo še kakih 2 leti, da ima stroka čas, da v teh 2 letih temeljito premisli alternativne rešitve in da se nekje do leta 2015 sprejme dokončna odločitev glede tega projekta. Žal se ta premislek v tem času ni zgodil. Projektiranje je teklo po ustaljeni poti in na koncu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za to rešitev, ki je najdražja. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je pred dobrim letom dni poglobljeno obravnaval vprašanje prometne infrastrukture, njenega pomena za razvoj regij in države. Kot veste, smo bili soočeni za iztekom prejšnje finančne perspektive, ki se je iztekla konec leta 2015. Na vidiku ni bilo novih projektov, ki bi kandidirali na evropska sredstva. Začutiti je bilo upešanje neke investicijske aktivnosti in naš namen odbora Strokovnega sveta za infrastrukturo takrat je bil, da to investicijsko aktivnost, ki je bila zelo potrebna tudi za ostale panoge v državi, uspešno. In iz tega razloga smo pripravili, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke pa je v zakonodajno proceduro vložila 2 zakona. En se nanaša na gradnjo prometne infrastrukture in prioritetne odseke, med njimi tudi na prenovo in modernizacijo celotnega 5. železniškega koridorja, v okviru katerega sodi tudi proga Divača-Koper. In drugi zakon je bil pa zakon o spremembah obstoječega zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. V tem zakonu imamo namreč predvidena 2 vira za zagotavljanje investicij v prometno infrastrukturo in to sta nadomestilo za uporabo cest, ki ga plačujemo vsi ob registraciji motornih vozil, in drugi vir je del koncesnine od Luke Koper. Mi smo v tem zakonu predlagali dodatne vire, med njimi tudi del dobičkov državnih podjetij, ki so v večinski državni lasti z področja prometne infrastrukture. Predlagali smo kot dodaten vir tudi sredstva od novih koncesnin, evropska sredstva, prometne kazni, delež trošarin in zdaj obveznic pri večjih projektih. Oba zakona sta bila v državnem zboru takrat strani vladajoče večine zavrnjene. No in danes smo pred tem, da bo državni zbor v kratkem obravnaval zakon, ki naj bi na eni strani podelil koncesijo za 27 km proge državnemu podjetju 2TDK in na drugi strani naj bi vzpostavil mehanizme za zagotovitev sredstev za izvedbo te investicije. Potrebno je povedati, da bi tak zakon potrebovali, vkolikor bi ta projekt financiral nek zasebnik ali pa vkolikor bi šlo za javno-zasebno partnerstvo. Se pravi, vkolikor bi država z nekim zasebnim kapitalom sklenila nek dogovor o tem, da se ta projekt financira. Temu seveda nismo priča. Model, ki je sedaj predstavljen in ki je na mizi, govori o tem, da bo ta projekt v celoti financiran iz javnih sredstev, državnih, evropskih in drugih držav in seveda kreditov. Torej, iz tega razloga seveda poseben zakon za 27 km proge ni potreben.
Zanimiva je še ena stvar, ne? Po tem vladnem zakonu bo koncesija podeljena za novo progo, ne pa za obstoječo. Torej bodo vsi, ki bodo to progo uporabljali, za pot proti Kopru plačali uporabnino Slovenskim železnicam, kajti Slovenske železnice so upravljale celotnega slovenskega železniškega omrežja. Za povratek nazaj iz Kopra v Divačo bodo plačali potem v novemu koncesionarju 2TDK. Ta drugi zakon, ki ga predlaga skupina okrog Jožeta Damjana in ki je bil formalno vložen s strani poslanca Čuša, pa predvideva, da ne bi koncesijo dobila celo hčerinska družba Slovenske železnice infrastruktura, ki je hčerinska družba Slovenskih železnic. To je neka zmeda, popolnoma nepotrebna zmeda, ki jo lahko nazorim s nekim primerom, kolikor bi recimo leta 2012 na tak način zastavili gradnjo 11-kilometrskega odseka Draženci-Gruško na manjkajoči piranski avtocesti, bi potem imeli zdaj tam neko državno podjetje, ki bi ta odsek financiralo z državnim, javnim denarjem in krediti in nekega posebnega upravljavca za 11 km. To je popolnoma nesmiselno, nepotrebno, neracionalno, negospodarno in ustvarja po nepotrebnem neko zmedo pri upravljanju in gospodarjanju z državno infrastrukturo. Razlog, ki se navaja za sprejem tega zakona, je tudi, da omogoča vstop drugih držav v to podjetje, ker Slovenija ne bi imela dovolj finančnih resursov brez zadolževanja, kjer pa je zaradi fiskalnega pravila omejena, in da je razlog za sprejem tega zakona ta vstop držav v to podjetje. Tudi zaradi tega zakona ne potrebujemo. Dobro je, oziroma nič ni slabega, če želijo druge države, ki vidijo v tej infrastrukturi interes, prispeva delež sredstev k temu projektu. Vendar za to ni potreben poseben zakon, potrebna je mednarodna pogodba, ki jo bo moral tako in tako obravnavati in ratificirati državni zbor. Seveda so pa pričakovanja, da bodo ti prispevki oziroma ta finančna sredstva vsaj pod takimi pogoji, kot bodo vsa ostala sredstva, ki jih bo potrebno pridobiti za zaprte finančne konstrukcije tega projekta. Torej, predno nekaj rečem o alternativah, se je potrebno vprašati, ali je sploh ta projekt pripravljen do točke, da je mogoče o njem odločati tako, da se tudi začne izvajati. Po našem mnenju ni. Tega projekta ni mogoče izvajati, dokler ne bo jasno predstavljena njegova vrednost. Do danes ne vemo, ali bo stal milijardo 290 milijonov, ali bo stal 900 milijonov, ali bo stal milijardo 100, ali bo stal 2 milijardi. Tega ne vemo. Druga okoliščina, ki je zelo pomembna. Finančni veri in konstrukcija za tak projekt mora biti znana in zaprta, predno se projekt začne izvajati. Ne med projektom. Tudi tega danes ni. Tukaj imate na slajdu izjavo državnega sekretarja zadolženega za področje infrastrukture na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je nedavno dejal, da je zagotovljenih 200 milijonov evrov proračunskih sredstev, da naj bi Slovenija na razpisu tako imenovanega Junckerjevega sklada pridobila 250 milijonov evrov in da naj bi druge države prispevali 200 milijonov evrov. Če to seštejemo, smo približno na polovici vrednosti projekta. Ostalo ne bi bila verjetno kreditna sredstva, ampak tudi za ta ne vemo, kdaj in pod kakšnimi pogoji jih bomo lahko pridobili. Torej, nobeden od bistvenih pogojev, za kateri bi se ta investicija lahko začela, ni izpolnjen. Pred kratkim je bila javnost seznanjena z nekim drugim predlogom glede povezave Divača-Koper in sicer s predlogom profesor dr. Jožeta Duhovnika in skupine strokovnjakov z različnih področij. Do danes
ta predlog ni bil strokovno preverjen niti recenziran. Gre pa za predlog, ki je po določenih karakteristikah boljši, predvsem pa za nekaj 100 milijonov evrov cenejši od vladnega predloga Divača Koper. Kajti rešuje probleme okoliških prebivalcev ob obstoječem tiru, omogoča časovno vsaj enako, če ne hitrejšo izvedbo kot v primeru nove proge Divača Koper, predvsem pa omogoča prihranek znatnega dela sredstev, ki jih bo nujno potrebno vložiti na preostanek 5. koridorja. Kajti samo z novo progo Divača Koper propustnost železnice na odseku Divača Ljubljana ne bo nič boljša. Vemo pa, da je kar nekaj ozkih grl na tej trasi in da je potrebno urediti tudi vprašanje prometa skozi Ljubljano, železniškega prometa skozi Ljubljano. Torej, vse to so razlogi, ki govorijo, da ni mogoče začeti milijardnega projekta brez zaprte finančne konstrukcije. Da ga ni mogoče začeti brez tega, da sploh vemo, koliko bo ta projekt stal, in da ga ni mogoče začeti, dokolikor pred začetkom ne vemo, ali bo ta proga enotirna ali dvotirna in kaj to pomeni v finančnem, vsebinskem in tudi v časovnem smislu. V nasprotnem primeru, po našem mnenju, nosi predsednik vlade Miro Cerar posebno odgovornost za negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Torej, ob zaključku bi rad še enkrat poudaril, da je seveda urejena železniška infrastruktura strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Da je v velikem delu ta železniška infrastruktura še vedno podhranjena, ker je v zadnjih 20 letih bil večji poudarek dan avtocestnemu programu. In da je potrebno sredstva, ki jih namenjamo za dograditve in za modernizacijo in novogradnje te infrastrukture, uporabljati gospodarno, racionalno, predvsem pa na podlagi nekega dolgoročnega programa, ki bo omogočil, da se bo ta 5. pa tudi 10. železniški koridor prenovil in razvijal v neki časovni dinamiki, ki ne bo povzročala ozkih grl na posameznih odsekih. Tega ta zakon, ki je v zakonodajni proceduri, ne rešuje. Zaradi tega menimo, da ni potreben. Menimo, da je potrebno dopolniti zakon o zagotavljanju sredstev za financiranje prometne infrastrukture, ki ga že imamo, in v njem predvideti dodatne finančne vire ter neko finančno dinamiko za naslednjih 15 let oziroma do leta 2030. Hvala. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, jaz bi s kratkim ekspozejem na koncu rad nekako dodal stvari nekoliko definirane bolj v tehničnem smislu. Prvo vprašanje, ki smo si ga tudi v strokovnem svetu SDS-a zastavili, je to, ali učinki izgradnje drugega tira na prepustnost železniškega omrežja vplivajo, če bi ga postavili na današnjo stanje infrastrukture. In pa drugo, kaj bi bilo potrebno narediti, ko bo drugi tir že zgrajen, na drugih odsekih, da bi ta celovita prepustnost železniškega omrežja zaživela in se povečala. Zdaj, prva ugotovitev je, da za povečanje pretovora in transporta v železniškem omrežju je nujno potrebno posodobiti celotne logistične in transportne infrastrukture. Zdaj, v tem primeru imamo terminal, njegovo povezavo in pa glavno progo vezano na celotno omrežje. Torej, mi zdaj govorimo vsem o povezavi. Prepustna zmogljivost proge Divača Koper se bo v primeru izgradnje drugega tira sicer povečala, se pravi tega vmesnega dela. Vendar ne smemo pozabiti, da je tole del omrežja, ki povezuje terminal z glavno koridorsko progo. Se pravi, v tem različanju sistem je močan tok, kot je močan njegov najšibkejši člen. Ne moramo pozabiti, da je ta glavna proga med Divačom, Ljubljano in pa Mariborom, pa potem naprej ena veja do Šentilja, druga do Hodoša,
da sta del evropskih tovornih koridorjev, za katere moramo seveda v Sloveniji zagotavljati dovolj veliko število vlakovnih poti, ker je pač to zahteva evropske zakonodaje, v smislu gradnje vse evropskega železniškega omrežja. Zdaj, če bi drugi tir bil danes zgrajen in bi se postavil v prostor tako na obstoječo infrastrukturo, bi se preko prometni zamašek nagrmadil v Divači in pa potem vzdolž vse do Ljubljane, na celotni trasi do Ljubljane. Ravno tako se sam čas, bi rekel, vožnje tovora iz Luke Koper do Šentilja, Podloča, Jesenic, ravno tako prepustnost na obstoječi infrastrukturi ne bi ničesar spremenila. Kaj bi bilo potrebno zdaj v bistvu narediti, da bi ta drugi tir dosegel svoj učink? Zdaj, prva stvar, ki je najbolj nujna, je ljubljansko vozišče. Se pravi, da se nam ne preseli ozko grlo iz proge Divača-Koper, je nujno potrebno zgraditi vozlišče ali vsaj tako imenovani Tivolski lok, ki bi omogočal, da bi vsi vlaki iz primorske strani lahko direktno peljali na gorenjsko progo, ne pa da bi morali skozi Ljubljano se obračati in potem vse preusmeriti na gorenjsko. Tako da, to bi bila ena od najbolj nujnih investicij. Potem, glede na to, da je jeseniška proga zasedena 98%, bi seveda vsak dodaten tovor na tej progi pomenil slabo razpoložljivost oziroma zasičenost, tako da je ravno tako nujna dvotirna proga Ljubljana-Kranj, eventualno tudi do Jesenic, potem v naslednji štajerski veji Maribor-Šentilj, drugi tir, in pa ne glede na to, da je nulena proga Pragersko-Podloč, bo verjetno zaradi prometnih tokov proti Madžarski kmalu bomo morali razmišljati tudi o drugem tiru na tem odseku. Zdaj, povečevanje tovora pomeni tudi več električne moči za vleko, zato bodo zagotovo nujne investicije v električno mrežje, vozno mrežo, in pa mislim, da v Sloveniji delamo eno, bi rekel, nepravo odločitev, ker teh 3 kV enosmerne napetosti ne zamenjamo za 25 kV izmenične napetosti, na čimer je, rekel, vsa Evropa. Povečanje tovora na tej infrastrukturi pomeni tudi dodatne obremenitve, več vzdrževalnih del in več zastojev. Vsak tak zastoj pa izredno vpliva na že tako preobremenjeno infrastrukturo. Zdaj, po indeksu kakovosti železniške infrastrukture Slovenija dosega 21. mesto v Evropski uniji, torej smo na krepko v spodnji polovici. To je dokaz, da smo premalo vlagali v železniško infrastrukturo v preteklosti. Še mogoče moje strani nekateri pomisleki o financiranju. Zdaj, financiranje tako velikega projekta je izredno zahtevno, še posebej v situaciji, ko se Slovenija preveč zadolžuje. Nekako ga je treba speljati tako, da bodo obremenitve na davkoplačevalce čim manjše. Stvar, ki se nikjer v nobenih skupinah, ne javnega, ne zasebnega, ne javno-zasebnega, ne omenja, je kakšna možnost domačih vlagateljev, ki imajo denar, možnost izdaje državnih obveznic, ki je sicer notranje zadolževanje, vendar očitno bomo pri tej investiciji se bomo mogli precej zadolževati tudi zunaj. Zaprta finančna konstrukcija je nujna za začetek izvajanja projekte, te nimamo. Danes je še veliko nejasnosti. Ni jasno predvsem v tem zakonskem delu, kakšna poplačila bodo za vložke v izgradnjo drugega tira dobile države vlagateljice. Mogoče tudi v strateških načrtih Luke Koper je zapisano, da se do leta 2020 pričakuje porast tovora na 24,3 milijone ton. Danes, za leto 2016, sem zasledil podatek 22 milijonov ton, se pravi ta porast v 4 letih, če ta številka še drži, ne bo, bi rekel, izredno visok, se bo nekako povečal. Najbolj zanimivo pa je, da obstajata dva scenarija, tam razvojni in alternativni. Po enem je planiran pretovor v višini 35 milijonov, govorimo o letu 2030,
po drugem pa 27,4 milijona ton. Ta razlika je tako velika, da je na to razliko zelo težko postaviti kakšne koliko izračune. V kolikšnem času se bo investicija povrnila, na vse zadnje pa ne vemo točno, koliko nas bo stalo oziroma za koliko se bo povečalo. To z nas.